Na obrobju Ljubljane, le streljaj od obvoznice, se nahaja ljubka ruska dača, ki vas bo v trenutku odpeljala v čisto druge čase. Več kot desetletje zapuščena in propadajoča lepotica je dobila podobo, v kateri je sijala leta 1908. Danes lahko v njej prenočite, se družite ob avtentični večerji, se celo poročite ali skočite na hitro kavico. Ruska dača je prava destinacija za vse tiste, ki bi želeli od bliže spoznati delček naše zgodovine in uživati ob lepotah, ki jih ponuja njena okolica. Ruska dača je kulturni spomenik zaradi svojega obdobja med leti 1908 in 1915, ko je bila v lasti Franca Petriča in njegove družine. Petrič je bil bogat ljubljanski trgovec s pivom in je skupaj z družino tukaj preživljal proste dneve. Po dolgi in natančni rekonstrukciji verjamemo, da je vila spet v svojem izvirnem stanju iz leta 1908. Tudi v notranjosti smo se trudili obnoviti meščanski ambient tistega časa. Na vodenem ogledu boste lahko odkrili zanimive zgodbe, ki so se odvijale v čudovitih prostorih te ruske meščanske vile. Že ob vhodu boste začutili kanček življenjskega utripa iz tistega časa, tudi zaradi skrbno izbranih detajlov, ki pričarajo tisto pravo vzdušje iz preteklosti. Pri rekonstrukciji smo veliko pozornosti posvetili različnim umetniškim delom, ki so skladna z njeno zgodovino. Vsaka soba pripoveduje svojo zgodbo in je zato unikatna. Pravo pašo za oči predstavlja zelena soba z razkošno jedilno mizo, kjer vam bomo lahko pripravili tudi posebno doživetje – cesarsko večerjo. Svojo izbrano družbo se lahko namreč udeležite edinstvene kulinarično igrane izkušnje. Medtem ko boste uživali v originalnih jedeh iz leta 1908 in jedli s krožnikov iz porcelana in s srebrnim priborom, boste lahko tudi uživali v živahni gledališki predstavi, ki vam bo orisala življenje družine Petrič. Pozdravljeni, kar bližje. Jaz sem Franc Petrič in tole je moja žena Marija. Pozdravljeni. Pozdravljeni v vili Petrič, ki vi rečete tudi ruska dača. Nahajamo se v Zgornjih Gameljnah, pod Šmarno goro na eni in pod Rašico na drugi strani, pred nami pa teče potok Gameljščica. Na tole vilo sem dal leta gospodovega in 1908 preurediti v slogu ruskih počitniških dvorcev. Jaz sem si rekel, naj bo drobec carske Rusije tudi v naših krajih. Izvolite. Pravi zaklad pa je tudi manjša knjižnica, nekoč otroška soba, kjer shranjujemo zgodovinske izvode knjig, kot sta prva in druga izdaja Valvazorjeve Slave Vojvodine Kranjske ali pa prva izdaja Cankarjevih del. V vili ponujamo tudi prenočitev zaključenim družbam. Na voljo so 3 sobe, razkošna spalnica v prvem nadstropju in še 2 sobi s kopalnico v novo urejeni mansardi. Ob hiši so prijetna zelenica, terasa ob potočku ter majhna in lična romantična kavarna, ki na 2 vrtnih terasah ponuja pribežališče za oddih, prostor za klepet in sprostitev. Preurejena zunanjost ob vili pa poleti omogoča še več doživeti. Organiziramo namreč številne kulturne, glasbene in zabavne dogodke z zanimivimi gosti. Vila s čudovitim posestvom je tudi kraj za organizacijo poslovnih srečanj, porok, obletnic in drugih vrst družinskih srečanj, na katera se slavljenci lahko pripeljejo s kraljevsko limuzino Rolls-Royce. Prepustite se tisočerim zgodbam, ki jih razkriva ruska dača. Dobrodošli, dragi obiskovalci in obiskovalke ruske dače. V kratkem uvodnem filmu ste si lahko ogledali, kaj vse ruska dača predstavlja, kaj vse vam ponuja in kaj lahko doživite tukaj. Moje ime je Pija in bom danes vaša vodnica po ruski dači. Predstavila vam bom nekatere skrivnosti in posebnosti, ki jih skriva ruska dača. No, predstavila vam jih bom skozi zgodbe, ki so tako vesele, romantične, skrivnostne, zgodovinsko resnične, pa tudi nekatere nekako bolj žalostne, ki vam bodo mogoče celo orosile oko. No, pa kar ne postopajmo, izvolite za mano, vstopimo v našo vilo. Sedaj bomo vstopili v modri salon oziroma še lepše poimenovano cesarsko sobo.
No, kot sem omenila, dobrodošli v cesarskem salonu. Imamo kar nekaj zgodb, ki se vrtijo v tej sobi, no mi se bomo posvetili zgodbi, ki se vrti ravno okoli teh čaš. In sicer ob kronanju Nikolaja II., carja Rusije, je bil prav poseben dogodek na Huldinskem polju, ki je bil severno od Moskve. Seveda so povabili kar nekaj obiskovalcev, prišlo je kar 500 000 ljudi. Bilo je kar nekaj hrane in pijače, med njimi pa je bil tudi tale spominek, ki so ga delili, emajlirana čaša. No, prišlo je do govoric, da čaš ni dovolj. Še hujša novica pa je bila, da ne bi bilo v nekaterih izmed teh čaš notri tudi nekaj zlatnikov. In seveda, ko so ljudje to slišali, so se med seboj začeli prerivati, da bi čim prej prišli do čaše. No, nekateri so se seveda odmikali iz gneče, na žalost pa je to pomenilo, da se je ob tem dogodku zadušilo približno 1300 ljudi, kar je bil dokaj slab začetek Nikolajevega vladanja. No, pomagalo ni niti to, da se je zvečer udeležil plesa v francoski ambasadi in zato ga je prijel tudi vzdevek Krvavi Nikolaj. Te čaše pa so dobile ime čaše žalosti. Če se jim nekoliko bolj posvetimo, imamo na eni strani čaše ruskega kraljevskega orla. Na drugi strani pa imamo vzdevek N.A. Nikolaj Aleksandrovič in pa letnico 1896. No, naj vam povem, da je letos 125. leto, torej te čaše so stare kar 125 let. V ruski dači pa seveda nimamo samo žalostnih zgodb, ampak predvsem vesele. Zato vas kar vabim v naš čudovit zeleni salon, kjer vam bom predstavila še drugo zgodbo, ki vas bo mogoče tudi malo spomnila na sedanjost. Pa kar pridite. Vila Ruska dača je bila zgrajena leta 1908, torej pred Prvo svetovno vojno, in je bila dvonadstropna vila, kar je bila kar velika hiša za tisto obdobje. No, leta 2016, ko so jo kupili današnji lastniki, v njej ni bilo ničesar, nobenega predmeta. In če verjamete ali ne, tudi teh stopnic, po katerih sem ravnokar hodila, ni bilo tukaj in so na novo dodane. No, sedaj bomo pa vstopili v zeleni salon, ki vas bo, mislim, da kar dodobra očaral. Le naprej, pozdravljeni! Moje ime je Marija Petrič. Marija Petrič, ste me pa kar malo presenetili v tem našem salonu. Verjetno ste v letu 1908 in sem vas zmotila pri delu, vidim. No, moje ime je Pija in sem iz leta 2021, sem pa vodnica po ruski dači in danes našim spletnim obiskovalcem, lahko jim tudi pomahate, vas bojo videli, vi sicer njih ne, predstavljamo posebnosti te vaše vile, ki se imenuje Ruska dača danes. Spletnim obiskovalcem pravite, kje so? Tamle? Tamle, samo tamle, ja? Ja, kdo so te vaši spletni obiskovalci, ne vem, ne, ampak kljub vsem dobrodošli. Naša hiša je vedno polna gostov in kot vidite, ravno kar pripravljam pogrinek za nocojšnjo cesarsko večerjo. Ja, vidim, da imate pa tudi porcelan tukaj, pa me zanima, a ima kakšno posebno ime? Ja, to je porcelan manufakture Meissen. To je prvi pravi evropski porcelan. Že od leta 1710 mislim, da ga delajo. In v nobeni evropski kraljevi hiši ta porcelan ne sme manjkati in ne manjka. No, tudi vsaka meščanska gospodinja, ki nekaj da nase, pa ga ima doma, da lahko na njem postreže svojim gostom. Poglejte, v trgovini, morda pa se tudi v vašem času tale porcelan še prodaja. Veste, zelo je kakovosten. In tole, no, naj vam povem, jaz ga imam zelo rada. To je vzorec, ki se mu reče vinska trta, zeleno-bele barve. Meissnov najbolj znan vzorec pa je tako imenovani čebulni vzorec, ki je belomoden. Gospa Petrič, če sem pa tukaj opazila prav posebno stvar, bomo pokazali tudi našim obiskovalcem, mogoče pa oni vedo, zakaj se to uporablja, a nam lahko kaj več poveste o tem? Dobro opazujete, Pija, dobro. Pribor, ki ga imamo v naši hiši, je srebrn. Imamo ga precej, ampak spet pa ne toliko, da bi lahko vsak gost ob vsaki jedi dobil svoj nož. Tako da, ko
eno jed gost dokonča, vzamemo krožnik, ostali pribor, nož pa gost odloži takole na tale podstavek in ga počaka do naslednje jedi. Nikaj, to je pa res priročno. Povejte mi, gospa Petrič, ko že z nami delite skrivnosti tistega obdobja, gospodinje danes, ko gostijo svoje goste, ponavadi, potem seveda, ko končajo z večerjo, pospravijo ves svoj pribor in porcelan v pomivalni stroj in gredo na kakšen sprehod. Kako ste pa vi včasih pospravljali to? Kaj ste spet rekli, kakšen stroj? Pomivalni. Pomivalni, kaj pa je to za en čudež? Čeprav sliši se zelo dobro, nekaj, kar pomiva, to je dobro. Seveda, veliko gostov, veliko posode, a ne? Čeprav jaz tega pomivalnega stroja nimam, imam pa to srečo, da posel mojega moža kar dobro gre in mi ob takšnih večjih dogodkih, večjih gostijah služinčat pomaga pospraviti posodo, tako da sem jaz tudi malce prej gotova. Je pa res, kot sem vam že rekla, no, ta porcelan je tako zelo kakovosten, da sem prepričana, da bi ga lahko prali tudi vi v teh vaših, kaj že? Pomivalnih strojih. Pomivalnih strojih, tako, ja, tako. Zakaj pa mislite to? Veste, kako je narejen tale? Najprej je narisano z barvo, potem pa je čez glazura, ki to barvo ščiti, tako da... Potem bi se pa res dal prati v pomivalnem stroju. Mislim, da ja. Tako da mislim, da bodo tudi naše sodobne gospodinje pogledale malo po majsno in porcelano. Gospa Petrič, nočem vas več motiti, ker pripravite se za vašo cesarsko večerjo, mi pa hitimo naprej v vašo otroško sobo, oziroma danes je tam knjižnica Ruske dače. Tako da predvsem ostanite zdravi, pa se vidimo kmalu. Le poglejte še okrog in pojdite, vem, da vam v teh vaših časih časa vedno manjka. To je pa še kako res. Lepo se imejte. Srečno! Kot ste opazili, je gospa Petrič res odlična gostiteljica in zelo prijazna ženska. No mi, pa ker je ona tako zelo prijazna ženska, mislim, da jo ne bo zmotilo, če pokukamo še v Petričevo spalnico. Tako da kar? A ni čudovita. Ampak ne bomo predolgo gledali vanjo, da res nas ne bo opazila. Kot sem omenila, je bila Petričeva zelo dobra gostiteljica. Gostila je od gospoda Franca Petriča poslovne partnerje, kulturnike, kot pa seveda tudi politike. Tako da tukaj v Ruski dači se je dogajalo marsikaj in so se imeli lepo. No, sedaj pa vstopimo v knjižnico. O, kakšno lepo presenečenje! Ja, pripravljena. Kar naprej. Hvala. Naj vam predstavim lastnika Ruske dače, dr. Aleša Musarja. Zgodovina in ohranjanje kulturne dediščine je bil od nekdaj njegov največji hobi. In vsem skupaj je postal kar enciklopedija zgodovinskih osebnosti, datumov in pa različnih dogodkov. Lepo povedano, naša knjižnica je morda res majhna po kvadraturi, ampak po vsebini je pa čisto nekaj drugega. Tukaj imamo nekaj knjig, ki jim lahko rečemo kar velike, ki so res pomembne. Ena izmed njih je Slava Vojvodine Kranjske. Prva izdaja iz leta 1689, da spomnim naše obiskovalce, 322 let že ima, tako da rajši brskamo ponavadi po drugi izdaji, ki je nekoliko novejša. Tako je, res je. Pa nimamo samo knjig v knjižnici Ruske dače, kaj ne? Ne, tukaj imamo kar nekaj lepih malih presenečij. Kakšno pismo kdaj pokažemo našim obiskovalcem. Enkrat smo pokazali pismo carice Katarine Velike, njenemu ljubimcu Potemkinu. Pokažemo kakšnega danes? Jaz mislim, da bi bili naši obiskovalci kar zadovoljni. Bova zbrala enega. Upravičilo Prešernovega prijatelja, grofa Auersperga, da se ne mora udeležiti otvoritve železnice med Ljubljano in Trstom. Ali pa morda pismo knjiginje Galicine, ki je bila Puškinu vzor in zgled, ko je pisal Pikovo damo. Ali pa tole bo pravo. Točno 200 let je, odkar je tole oznanilo prišlo v Ljubljano. Ko je cesarski dvor z Dunaja se selil na Ljubljanski kongres leta 1821, je cesar oznanil, da se davki od poroke odjenjajo za tisto leto.
kar pomembna zadeva za vse, ki so se želeli poročiti, pomembno tudi zato, ker je napisano v nemščini in v slovenščini, v tedajni Bohoričici. No, mladoporočenci so bili tega gotovo veseli in tukaj lahko poveva, da bomo mladoporočencev tudi mi zelo veseli. V letošnjem poletju bomo že lahko začeli s porokami tule na našem parku Ruske dače. Tako je, na posestvu Ruske dače boste lahko imeli tudi poroke. Za pogovor in ogled v živo lahko kličete na običajno številko ali pa nam pišete na mail vila@ruska-dača.si. No in zdaj, ko smo na tako veselo noto zaključila, mislim, da sva si zaslužila en kozarček porta iz posebnega Tantalusa, tako imenovanega, ki ga je imel gospod Petrič v knjižnici za svoje posebne goste. Pijačo so lahko vedno videli, ampak niso pa mogli do nje. In gospod je imel ključ v rokah, ter je svojim gostom natočil kozarček. Izvolite. Hvala. Če dovoliš še sebi natočim, Seveda. da potem lahko nazdraviva nam na Ruski dači in seveda našim obiskovalcem na temle prenosu. Tako je. Vabimo vas pa seveda tudi na oglede v živo, ko bo bilo to le mogoče. Do takrat pa nas lahko spremljate na spletnih profilih Instagrama in pa Facebooka in pa seveda na spletni strani www.ruska-daca.si, kamor se lahko odpravite kar sedaj in rešite spletni kviz, ki je tam objavljen. Tako se boste lahko tudi vi preizkusili v zgodovini in zgodbah Ruske dače. No pa da ne pozabimo, v četrtek imamo tudi še en dogodek ob 18. uri, kjer boste imeli krajši spletni kviz in pa tudi pogovor z lastnikom Ruske dače. Tako da na zdravje in zares ostanite zdravi. Na zdravje in z veseljem vas pričakujemo v četrtek.